dober večer. Se opravičujem za teh nekaj minut zamude. Se veste, nekateri vedno znova spoznavajo ali pa spoznavamo, kako daleč je pravzaprav Maribor od prestolnice. In če smo v Mariboru, kdo naj reče dober večer, drugi kot župan, gospod Arsenovič, izvolite, mikrofon je vaš za prvih nekaj minut. Dober večer. Zelo me veseli, da tako pomembna razprava poteka v Mariboru in se zahvaljujem vsem, ki ste k temu prispevali. Pozdravljam podpredsednico vlade in ministrico za zunanje zadeve in evropske zadeve, gospod Anjo Fajon, gospoda Gregorca in vse spoštovane, s katerimi smo pregovorili. Torej odpornost, obramba, varnost ali pravzaprav, ker bomo potem verjetno malo več diskutirali na tistih drugih sedežih, stvar, s katero se seveda na lokalni skupnosti ukvarjamo direktno ali indirektno vsak dan, ker želimo v prvi vrsti poskrbeti za to, da bodo naše regije, mesta še imela ljudi, da bomo poskušali preprečiti beg možganov v Avstrijo ali v Ljubljano. In zato vedno znova spostavljamo najboljše možne pogoje in seveda karkoli na tem področju počnemo, naj bodo to vrtci, šole, varnost, šport, kultura, vse, kar vpliva na kvaliteto življenja, skušamo dvigniti, zato da bi se znanje, ki nastaja tukaj na naših univerzah, lažje povezalo z gospodarstvom in da bi tukaj potem nastalo tudi delovna mesta. Če grem za malo na širšo sliko, glede na to pa, da kar smo imeli neki test bančni, varnostni v času covida in videli, kako pomembne so vse verige, ki so bile takrat pretrgane na strani tako prehranske odvisnosti ali energetske in sedaj priča vseh vojn, ki vedno znova se sprašujemo, koliko smo še samostojni, neodvisni in kaj se zgodi, če se tam pretrgajo ponovno verige, pa verjetno o tem danes kaj več tukaj. Hvala. Hvala lepa, gospod župan. Vas kar prosim, da se nam pridružite za omizjem, kamor vabim tudi vse ostale po vrstnem redu, kot je napisan gospod Boštjan Pavlin, ki prihaja z Ministrstva za obrambo, gospa Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve in gospod Aleš Gregorc, dekan Kmetijske fakultete Univerze v Mariboru. Lepo pozdravljeni, gospodje. Sem pravkar porabil 3 minute, da se malo brskal, hotel sem vam predstaviti, kakšen pomemben vojaški dogodek, ki se je zgodil na današnji dan. In našel sem pravzaprav samo eno največjih katastrof na Balkanu. Na današnji dan leta 1991 je po 78 dneh agonije padel Vukovar. Skoraj da 3-4 desetletja od tega dogodka. Morebiti se kdo od vas sprašuje, zakaj razprava o samooskrbi ravno v tem času. Ne samo zato, ker je ta teden tudi teden slovenske prehrane, ampak predvsem zato, ker se v tem času na našem planetu odvija 5 velikih spopadov, ki mi je mogoče reči tudi vojne. In ChatGPT pravi, da je samo letos v teh 5 velikih spopadih umrlo, pazite, 50 tisoč ljudi. Žrtev 55 manjših spopadov, ki v tem trenutku potekajo na planetu, pa tako ali tako sploh nihče ne šteje. In zato je včasih nujno pogledati, kaj bi se lahko zgodilo, če kateri od teh spopadov pljuskne tudi na južno stran Alp. Časi so vražje negotovi in zato vas, gospa ministrica, sprašujem, vendarle imate pogled v dogajanje v Evropi na tem planetu, ali nas mora biti v tem trenutku zelo strah? Hvala lepa, dober večer. Zdaj jaz mislim, da strah mogoče ni prava beseda in se mi zdi, da je pa pravilno se zavedati, v kakšnih geopolitičnih razmerah živimo v svetu, da se lahko na to pravilno odzovemo in tudi pravilno pripravimo.
In to, kar je bilo povedano v uvodu, da smo v svetu, ki je izjemno kompleksen, naglo se spreminja, v svetu oboroženih konfliktov, vojen, ki ga pretresajo podnebne spremembe, energetski izzivi, prehrambeni izzivi, lakota, revščina. In tudi v svetu, kjer bi rekla, prevladuje mogoče nek transakcijski odnos oziroma pravila moči namesto moč pravil. To govorim tudi skozi izkušnjo Slovenije 2 leti v Varnostnem svetu Združenih narodov, da je izjemno težko, če ti ne delujejo pravila mednarodnega prava, kako zares zaščititi civiliste, kako ukrepiti svojo odpornost in kako preprečevati vse te vojne, ki so bile omenjene. In prehranska varnost, tudi to, kar je tema današnjega pogovora, je pravzaprav pripravljenost celotne družbe, skozi vse stebre družbe, skozi vse, kar dela odgovorna politika, lokalna, regionalna, vladna, pomeni, da skupaj gradimo tudi to odpornost na naši strani, v Sloveniji, v Evropski uniji, ne nazadnje odgovornost v svetu. Zdaj mogoče ena izkušnja, ker sem se ravno 10 dni nazaj vrnila iz Ukrajine, tam je en velik izziv danes energetska varnost. In tam danes na celotni prvi fronti, dejansko 9 regij, je praktično tako prizadeto s kritično infrastrukturo, da tam pa obstaja velik strah pred zimo, pred novimi napadi in pred izčrpanostjo. In zdaj, ko govorimo o tem, kaj lahko naredimo, ko krepimo kot družba svojo odpornost, je tudi solidarnost. In da se zavemo, kaj vse se dogaja, strah je zagotovo, ampak mislim, da odgovor pravi je se zavedati, kaj moramo narediti, da je to gradnja svoje lastne odpornosti, svoje lastnega okrevanja in pa seveda odgovor je tudi solidarnost. Da si pomagamo v teh krizah, kot smo pomagali vsako leto zdaj v programu Žita za Ukrajino, ampak to lahko tudi pozneje, več o tem. In da pač Slovenija boljše alternative, kot da je zavezana sodelovanju, iskanju partnerstev z enako mislečimi državami in izgradnji miru in spoštovanju mednarodnega prava, da druge alternative nimamo. Gospa ministrica, pravite, zvrnili ste se z Ukrajine, vrnili ste se tudi iz Brazilije. V tem trenutku na planetu nima dovolj hrane 600 milijonov ljudi. 300 milijonov ljudi strada. Ste kakšno rekli na COP30 o teh problemih? Ni neposredna tema tega okoljskega srečanja, pa vendarle. Ni neposredna, je bila pa ena glavnih tem lakota, prehrambna varnost, ker to je tudi posledica podnebnih sprememb. In tudi kot konflikti, ki prizadevajo najbolj že tako ranljive regije, kot je Afrika, podnebne spremembe, je zagotovo treba naslavljati vse dele sveta prav s to solidarnostjo in skozi podnebni vrh. Če bi seveda bili dovolj ambiciozni z zagotavljanjem varovanja okolja, podnebnih ciljev, podnebno pravičnostjo, bi zagotavljali tudi svojo lastno odpornost in pa seveda pomagali tistim najbolj ranljivim delom sveta. In to je del podnebnega vrha. Zdaj podnebni vrh se še ni sklenil, ambicije Evropske unije tu so velike, nikoli pa ne dovolj. Ker ob vseh konfliktih, ob vsej geopolitiki, tudi ob šibkosti ta hip evropske celine, če si dovolim tako reči, da se je geopolitika praktično premaknila med druge akterje v Indo-Pacifik, podnebni vrh seveda ima tudi svoje tekmovalnosti in svoje izzive. Ampak še enkrat, to so pravzaprav živimo v svetu globalizacije. Vse so danes povezani problemi in tako kot so ti izzivi povezani, so povezane države, kako jih skupaj naslavljajo. Hvala lepa. Ministrica je opisala situacijo na tem svetu, pa vendarle, gospod Pavlin, bom vprašal še enkrat. Je temu, kar živimo zdaj, mogoče reči predvečer 3. svetovne vojne? Mogoče je vsak večer, predvečer 3. svetovne vojne, ampak jaz mislim, da to situacijo predvsem moramo opisati nekoliko drugače. Jaz mislim, da ta soodvisnost, ki je
posledica teh globalizacijskih, dolgoletnih globalizacijskih teženj in vsa to povezovanje, odvisnost Evrope od azijskega sveta, od drugih partnerjev po svetu je pripeljala Evropo tudi na to točko, ko moramo ugotoviti, da se je treba vrniti nazaj k lastni samozadostnosti in s tem dvigniti lastno odpornost. Ne bi prejudiciral, da je danes svetovna vojna komu v interesu. Zagotovo lahko pa rečemo, da seveda se želijo še v nadaljevanju finančni tokovi ukrepiti in zagotoviti še dodatna finančna sredstva, ampak ne do te mere, da bi pripeljali do nekakšnega kolapsa vojne, ker to pa po vsej verjetnosti ni nikomur v tovrstnem interesu. Dodatna finančna sredstva pravite za kaj? Za vojsko ali za hrano? Vsekakor velike globalne korporacije prevzemajo danes tržišče na vsem področju, na vseh področjih. Naj si ga bo to energetika, prehrana ali pa mogoče povsem neke druge, recimo kibernetska domena, vesoljska domena in tako naprej. Mi dobro vemo, da vojna v Ukrajini na nek način temelji na satelitskih komunikacijah in na satelitskih slikah, ki jih Amerika oziroma podjetje zagotavlja za Ukrajino in brez tovrstnih globalnih firm zagotovo lahko rečemo, da tudi določeni nacionalno-varnostni sistemi so šibki. Torej, zdaj za koga več denarja, zagotovo za kapital, ki si seveda želi še več, ampak več kot bolj pomemben kot tukaj prenos kapitala gre za odvisnost, ki jo želijo vzpostaviti posamezne države ali pa posamezne globalne družbe do drugih. Čeprav gledano geopolitično je stvar izjemno preprosta. Moč nastaja iz vojske, samooskrbe, energetske samozadostnosti ali varnosti. Malce sem črnogled, na nobeni od teh reči se v Sloveniji ne moramo ravno pohvaliti v tem trenutku. Ravno pohvaliti ne, lahko pa se pohvalimo s tem, da je v obdobju zadnjih 4 let pa Ministrstvo za obrambo naredilo ogromen preskok. Torej, mi smo v obdobju zadnjega leta in pol sprejeli 6 novih strategij. Sicer so to res dokumenti, strateški dokumenti, ampak so vzpostavljeni. Slovenska vojska je trenutno v fazi preoblikovanja iz samo, bomo rekli, vojske, ki se je aktivirala, ki je aktivna za področje misij in operacij, tudi v prostorske sile, kar je zelo pomembno za našo odpornost in za neko slovensko obrambo države. Rad vam verjamem in cenim vaše 6 strategij, ampak spet mi gre skozi glavo prva ali druga bojna skupina, ki jo formiramo koliko? 20 let, ne? Ki smo jo obljubili NATO pred 20 leti. Ne bomo o tem, samo spomniti sem hotel. Gospod Gregorc, ne glede na zaostrene razmere se Slovenija tudi brez teh ne more ravno pohvaliti s svojo samooskrbnostjo, ko gre za hrano. Razložite nam nekatere te pojme, tu nekje na 60% smo približno. Ne? Ja, hvala lepa za vabilo, za ta pogovorni večer. Jaz prihajam sicer iz Fakultete za kmetijstvo biosistemske vede Univerze v Mariboru. No, glede samooskrbe, seveda, mi nismo samooskrbni, ampak tudi redko katera država je, če pogledamo, je res samooskrbna. Torej, mi moramo računati na samooskrbo, torej pogledamo, katere pridelke imamo, katero hrano pridelamo sami, katero moramo voziti in tako naprej.
Druga stvar pa je prehranska varnost, o kateri se tudi pogovarjamo velikokrat. Torej, samooskrba, vemo, kot ste omenili, je običajno jo obravnavamo za posamezne pridelke, recimo kmetijske pridelke, za živila, meso in tako naprej. Prehranska varnost pa je precej širši pojem, ki pa obsega druge vidike, recimo dostopnost do energije, do vode, namakalni sistemi, potem tudi dostopnost do zaščitnih sredstev, naprimer zemlje. Vemo, da tudi naprimer Slovenija je ena najslabših glede na površino na prebivalca kmetijske zemlje in tudi ta se postopno zmanjšuje. To je tudi en pomemben vidik. Potem tudi izobraževanje, torej izobraževanje, usposobljenost kmetov ali pa mlade populacije, ki se usposablja za kmete, tudi to je en pomemben vidik za to zagotavljanje prehranske varnosti. Torej, da smo mi v stanju pridelati ustrezno količino in ustrezno kakovost hrane oziroma pridelkov. Pa vidite, kakšno možnost, da se čim prej ta uvozna odvisnost, ne 1,6 milijarde je ta deficit letni med izvozom in uvozom hrane, vendarle zmanjša. Ja, Imate kak recept? to je zdaj recept, recimo, ne, mi imamo recept v tem smislu, ko skušamo recimo na področju izobraževanja, torej naši kmetje so prav gotovo bili sposobni to samooskrbo precej zvišati. Je pa tukaj seveda več dejavnikov, ki vplivajo na to, ne, od različnih politik, kmetijske in razno drugih politik, ki vplivajo na to samooskrbo. Zdaj, če pogledamo mi konkretno, naprimer na določena žita, mi nismo samooskrbni žiti, recimo. Potem pridelamo naprimer dovolj kravjega mleka, naprimer, govejega mesa, svinjskega mesa smo že zelo šibki, ne, recimo smo že tam mogoče 35% samooskrbni. Jajca smo precej visoko, ne, perutninsko meso tudi recimo. Nismo pa recimo zelo nizka samooskrba oziroma je pa naprimer na semenih, naprimer semena za različna žita. Čista katastrofa. Tam smo zelo nizko, naprimer. To je tudi zelo pereč problem, recimo, ne, če mi nimamo lastnih žit, certificiranih žit in tako naprej, potem smo izpostavljeni tem rizikom, naprimer. Bomo kakšno še rekli o teh semenih? Toliko mogoče bolj problematično, ampak na drugi strani pa, kot sem prej omenil, ne, redko katera država pa je samooskrbna, ne, tudi to je res danes v globalnem svetu je to nekaj, bi rekel, skoraj normalnega, da nismo samooskrbni, ampak seveda strateško je pa treba doseči čim večjo, ne. Gospod Arsenovič, ali Maribor se še širi na nekdaj kmetijska območja? Ali ste uspeli zavarovati te njivske ali pa površine, travne površine ob mestu? So jih uspeli zadržati, medtem ko smo se borili, da bi tudi lahko omogočali prvi dom, stanovanjsko gradnjo in tako naprej. Pa se bi raje vprašal, koliko kmetijskih zemljišč, ki so kmetijska, niso obdelana. Pa mi je zelo všeč današnja razprava, ker vodi k temu, da se morda nekaj počasi zavedamo, da ni vse samoumevno, ne, da to, kar najdemo na policah v trgovini, da pač je nekje moralo biti narejeno in je fajn, če bi se zavedali, da bi kot skupnost lahko in morali več narediti, pa če to ali zaradi covida ali pa sedaj zaradi vojne, ker samo to nas sili k temu, da bomo kot skupnost boljši. Pa bi se vrnil mogoče malo, če res pride do vojne, ne, kaj bomo potem potrebovali, svojo energijo in seveda svojo hrano. Potem nam bo seveda vse skupaj dosti več. To so dve komponenti, brez katerih nikakor ne moremo, ker ne more nič funkcionirati brez elektrike, ki jo Dravske sicer pridno proizvajajo, ne izkoriščamo pa dovolj niti geotermalne energije, ki je tik pod nami. Z biomaso se nekaj ukvarjamo, toplotne črpalke delamo, se pravi mesto Maribor je v zadnjem času poskrbelo malo tudi, verjetno ne bi, če ne bi bilo te vojne, ker se nam je vedno plin zdel fajn poceni, pa kogeneracija, pa še toplota, elektrika zraven, pa smo videli, da to ni vedno temu tako in smo že naredili eno toplotno črpalko, druga je na poti, en kotl za biomaso, drugi se gradi, so neki mali procenti, ampak če bi do nečesa prišlo, bi to bilo dobro, geotermalno si želimo.
Zahvaljujem se pravzaprav te priložnosti za mesto, da se podatkovni center sedaj gradi že v Mariboru in tam tudi tovarna umetne inteligence, ki bo, upam, dajala programe, da bomo kot skupnost zmogli v Mariboru zgraditi še 19. fakulteto za farmacijo. 600 takšnih kadrov bo potrebovala tovarna Leka Sandosa v Lendavi, ki pa meji na 4 države in verjetno bo lastniku prav vseeno, ali bodo zaposleni tam iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske ali Slovenije, ker bodo iskali svoj interes in je samo od nas odvisno, ali bomo zmogli pa to, kar je že nastavljeno, kupili pekarno na osi znanja in tam zgradili fakulteto, pa se s tem ukvarjamo že 7 let zastonj. In želel bi si seveda vzpostavljanje fotovoltaik tam, kjer je to lažje, pa iti po zgledu. Mene recimo fascinira podatek, da je eno mesto, ki ga vsi poznate, se hvali s tem, da že je ali pa da zelo kmalu bo prehransko samooskrbno, in to je Berlin. Ne, pa si tam ne predstavljamo nekih panonskih polj, ne, ampak so naredili to z mnogimi majhnimi projekti in teh majhnih projektov, ki bi jih lahko kot skupnost skupaj gradili in bi nas to tudi povezovalo, teh mi manjka, ne velikih, da bo nekdo nekaj zame naredil, država, Evropa, ampak to, kaj bi lahko skupaj naredili, in tu bi pa seveda si želel in zakonodaje in seveda finančnih spodbud ali znanja dovolj, ki se ga da dobiti, da bi lahko šli po tej poti. Upam, da nisem bil predolg ali pa preveč razcepljen, ampak se mi zdi, da kot skupnost premalo se zavedamo, da ni vse samoumevno. Ja, kako daleč je Maribor od Berlina po teh malih projektih ali drugače? Kaj bi odgovorili nekemu občanu, ki vas na zboru občanov vpraša, gospod župan, kako dolgo bi mi v primeru prekinitve komunikacij cestnih železniških povezav v Mariboru preživeli? Znan je obči podatek, da bomo menda trgovine spraznili v prvih 3 dnevih. Pred volitvami ali po? Že to, kar sem prej povedal, da se zavedamo, da nismo dovolj naredili, je odgovor, da si želimo več tukaj narediti. Smo tudi v pogovori z Ministrstvom za kmetijstvo, smo tudi aktivno na primer šli v zakupe že vinogradov, iščemo boljše upravljanje za gozdovi in jaz upam, da bomo uspeli za podjetji, ki jih imamo v holdingu, ki se delno ukvarjajo, jim dati dodatne naloge in priti tudi do, bom rekel, mariborskih njiv, nasadov, ponovno drevesnic in vsega tega. Točnega podatka pa žal nimam, me pa veseli dejstvo, da je mariborska tržnica in ne samo tista glavna, ampak tudi druge, vedno bolj polne ponudnikov lokalnih. Pomeni, da so ljudje začeli ceniti tukaj pridelano hrano, da so pripravljeni plačati tudi višjo ceno, v tem primeru za višjo kvaliteto življenja, in to pomeni, da smo že na malo boljši poti. Vam verjamem, gospod župan, upam, da bo to čim prej. Gospa ministrica, pravite, bili ste v Ukrajini, ne? Prav na primeru te države lahko najbolje spoznamo, kaj se zgodi s hrano v primeru kakšnih spopadov. Poglejte, Ukrajinci so do vojne kupovali kruh po 62 centov za kilogram, danes je €1,10, 100% skoraj. Mleko je bilo po 52 centov, danes okrogel evro, piščančji fileji €1,70, danes €3,80. So te številke kdaj na mizi, ko se pogovarjate o pomoči tej zagotovo pomoči potrebni državi? No, zagotovo. Jaz sem se zdaj najprej spomnila, ko je bila vojna v Sloveniji tistih 9-10 dni, pa se spomnim takrat, ko sem bila mlada novinarka in prva stvar je bila, da so me poslali na tržnico preverjati cene. Vsakič v konfliktu, v vojni poskočijo najprej cene. In v Ukrajini je bilo predvsem videti v začetku vojne hudo krizo, ki je bila globalna kriza ravno zato, ker je Ukrajina svetovna izvoznica žita in proizvajalka žita. Kaj je takrat pomenilo postaviti solidarnostne pasove? Takrat sta Ukrajina in Evropska unija vzpostavili solidarnostne pasove za izvoz žita iz Ukrajine na afriško celino, kjer je to v preteklosti normalno potekalo ravno, da ne pride do globje globalne in prehrambene krize. Ampak nazaj k vprašanju, zdaj Ukrajina je praktično 4. leto v vojni,
Napadi so bistveno bolj srditi, kot so bili, usmerjeni na energetsko, tudi civilno infrastrukturo. In iskreno, prvič sem imela priložnost, da sem res potovala po različnih regijah, se pogovarjati z ljudmi. Včasih se zdi, da nam je ta vojna že nekje daleč, pa v resnici so ljudje izjemno prizadeti. Prizadeti z uničeno energetsko infrastrukturo, z cenami, kot pravite, z tem, da preprosto imajo izčrpanost v vojaškem smislu na prvih bojnih linijah. Izzivov je še pa še. Tako da cena, ki jo država plačuje kot žrtev v tej vojni, bo velika tudi za Evropo. Ko bomo zares sestavljali vso to povojno obnovo in škodo in da pridemo sploh do situacije, ko bomo vzpostavili možnost pogovorov za premirje, za nek trajen pravičen mir, in se bojim, da smo od tega cilja še zelo oddaljeni. Se lahko zgodi, da bodo ljudje v žitnici Evrope lačni? Enkrat se je to zgodilo. Zagotovo smo imeli že to, ravno zdaj sem se imela priložnost ogledati tudi muzej načrtne lakote in ravno prej, ko ste me vprašali, sem pozabila omeniti, kako je lahko lakota nevarno orožje vojne. In to je bilo v Ukrajini primer in primer je bil letos v Gazi, ko so lakoto razglasili uradno za sredstvo vojne, za izstradanje prebivalstva. Seveda je tu v vsakem konfliktu, v vsaki vojni so izjemne posledice za prebivalstvo. Ste vi, gospod Pavlin, zdaj v teh negotovih časih, če se zdaj omejiva samo na hrano, že sedli skupaj z ljudmi iz kmetijskega ministrstva, še s kom drugim, da bi naredili neko strategijo? Kdaj, kaj, koliko, kje, na kakšen način? Mi smo se k tej temi usedli pred 3,5 leti. Lansko leto novembra smo naredili v državi stresni test vseh sistemov odpornosti in skozi ta stresni test smo analizirali vse, vključno z elektrifikacijo, energijo, tudi prehrano in tako naprej. Naj samo mogoče malo pokomentiram, ko je bila prej energija tema. Slovenija je energetsko zelo dobro postavljena. Imamo kar nekaj svojih lastnih resursov, predvsem pa zelo razvito medmrežje našega energetskega sistema in lahko zagotovimo, da je to zelo dober, verjetno en najboljših energetskih sistemov v Evropi. Kar se tiče prehrane, seveda z Ministrstvom za kmetijstvo sedimo redno in skupaj smo prišli do tega že pred časom, da je treba naslavljati 3 ključna področja. Prva so kmetijska zemljišča, drugo je pridelava, pa mogoče še bolj kot pridelava, predelava. Predelovalna industrija je tista, ki jo je potrebno zelo intenzivirati, predvsem pa intenzivirati na način, da smo mi tudi lastniki tovrstne industrije. Namreč v zadnjem obdobju vemo, da so določene predelovalne industrije bile kupljene strani tujih investitorjev in tudi to je nekaj, kar šibi našo odpornost. Torej tukaj bo bilo treba najti eno rešitev, v katerem bomo zagotovili torej to večje lastništvo države. Vsekakor pa, naj še zaključim s tem, da pa moramo narediti en korak naprej, s katerim bomo javne razpise, ki morajo biti javni razpisi, namreč naša osnovna želja je, da bi v prvem koraku vse javne inštitucije kot take kupovale prehrambene proizvode od lastnih kmetov, ne pa da naši kmetje izvažajo v Avstrijo in Nemčijo, mi pa kupujemo iz tam nekje oddaljenih držav, ko se prehrambeni artikli vozijo v Slovenijo 3 dni ali pa 3 tedne. In tukaj bo bilo treba v tem sistemu javnega razpisa noter vzpostaviti komponente, ki bodo omogočale, da so naši kmetje, pridelovalci in predelovalci bolj konkretni, boljši ponudniki na tržišču.
Delim vaše mnenje o dobri organiziranosti elektroenergetskega sistema, kar zadržite mikrofon, prosim. Ampak v trenutku, ko nam pade povezava z Balkanom, Italijo in Avstrijo, bodo naši zmrzovalniki ostali v 1 uri brez elektrike. Koliko bo ta mrk trajal, je zdaj drugo vprašanje, ampak to so vam strokovnjaki verjetno razložili. Še tole mi povejte, gospod Pavlin, če ste prej mislili na tisto vajo odpornost, ko ste rekli pred 1 letom. Ne? Takrat ste ob koncu zapisali, navajam malce po spominu, prvenstvena naloga je krepitev domače proizvodnje in zmanjšanje odvisnosti tujih dobavnih verig za kritične dobrine, tudi hrano. Zdaj pa vas sprašujem, 365 dni je minilo od takrat, kaj od tega ste naredili? Ne, kaj boste, kaj ste? Torej, z Ministrstvom za kmetijstvo imamo skupaj dorečen, torej kompleten nabor artiklov, ki jih je potrebno v Sloveniji zagotoviti za daljše časovno obdobje. Blagovne rezerve na področju prehrane so se v tem času povečale. Dejstvo pa je, da blagovne rezerve niso rešitev za daljše kontinuirano obdobje izgube dobavnih verig. Torej, blagovne rezerve lahko zadostijo, bomo rekli, za nek krajši izpad, ki je lahko izpad eventualno 1 meseca. Neko obdobje, ko bi se dobavne verige pretrgale za leto ali 2, pa blagovne rezerve več niso tovrstna rešitev. Zaradi tega je potrebno, tako kot sem rekel, torej vzpostaviti, in Ministrstvo za kmetijstvo te korake že izvaja, torej bolj učinkovito zavarovati kmetijska zemljišča v tistem delu, kjer so lahko kmetijska, ne pa da imamo zavarovana kmetijska zemljišča samo po hribih na 2000 metrov, ki jih ne moremo uporabljati v ta namen, da je potrebno intenzivirati in to so že naredili, da so, mislim, da so že našli torej prostor, na kakšen način bomo odkupovali več produktov od lastnih kmetijskih predelovalcev, predvsem tukaj je ta korak, ki je bil že rešen. Prav, vam verjamem. Gospod Gregorc, prej ste rekli, da imamo razmeroma malo, ne, res je 856 kvadratnih metrov kmetijskih površin na prebivalca, 24 smo v Evropi, zelo neugodno, pa še v teh kmetijskih zemljiščih je 75 tam, kjer so pogoji pridelave manj ugodni. Ne. Tu se kaj veliko ne da narediti. Ne. Takšno je pač konfiguracija te naše države. Ja, to je vsekakor to drži. Ne. Torej, mi imamo precej teh površin, ki za kmetijstvo tudi niso primerne, ali pa so na nek način omejena raba, recimo. To je dejstvo, je pa tudi recimo potrebno upoštevati, da na tem področju, se pravi, ko nastopi kriza, bo potrebno verjetno aktivirati določene površine, ki zdaj niso aktivne v kmetijskem smislu. Ne. Torej, mi zdaj izgubljamo sicer lahko kvalitetna zemljišča, te so zavedno izgubljena, ne. Potem bo pa treba verjetno aktivirati druga zemljišča. Jaz sem mislil še poudariti recimo v teh primerih, da se zmanjšuje recimo tudi delež kmečkega prebivalstva v Sloveniji. Ja. Torej, na nek način se tudi izgublja, ko bi rekli na splošno, ta kmetijska praksa, pa tradicija. A ne? In mi recimo v šolstvu želimo vzdrževati ta znanja, recimo, medtem ko če se opušča kmetijstvo, te generacije so verjetno iz kmetijstva izločene in ne bodo več kmetovale, recimo. Ne? Se pravi, znanje se izgublja v tem smislu in tradicija. To je en vidik, ki ga moramo recimo upoštevati, torej, da bo to znanje med ljudstvom ostalo, recimo tudi, če pride do kakšnih kriznih razmer, da se recimo to znanje mogoče lahko aktivira. Potem pa še, mislim, da je pomemben vidik je tudi ta organiziranost kmetov, zadružništvo, ki bo recimo sposobno prodajati, tako kot je gospod rekel, recimo ta lokalna pridelava, lokalna prodaja, potem zadržati lastništvo v domačih rokah teh predelovalnih obratov industrije. Torej, to so po moji ključni vidiki, torej zadružništvo, neke te asociacije kmetov, ki bodo sposobne pridelati in pa potlej tudi nekako organizirano ponuditi trgu.
živila. Ali vaši študentje danes prihajajo iz fakultete znanje kmetovanja na, pa rečemo temu, tradicionalen način, z manj fitofarmacevtskimi sredstvi in s podobnimi rečmi? Bi to znali narediti? Seveda, pri nas dobijo sigurno znanja, ne? Znanje dobijo, samo to so, bi rekli, niso to velike številke, ne? Torej, pri nas pridejo recimo študenti, ki bodo doma imeli kmetije, ki bodo kmetovali, potem tudi taki, ki s kmetijstvom nimajo veze, recimo, ki bodo mogoče v prihodnje svetovalci in tako naprej, ne? Ki se naučijo določenih znanj z področja kmetijstva. Torej, to so različni vidiki so to, ne. Poglejte, preko sem vam rekel, da verjetno pri tistih kmetijskih zemljiščih ne moremo kaj narediti, je pač država, kakršna je. Na mnogih drugih področjih bi pa lahko, ampak nam ne gre, ne. Namakamo, pazite, 1,1% kmetijskih zemljišč. 1,1%. Pa še tega je polovica hmelja. Za božjo voljo. Zakaj tu ne stopimo korak naprej? No, to sem omenil, recimo ta namakalni sistem, potem dostopnost do energije, recimo nafte in tako naprej, to so pomembni vidiki za to prehransko varnost. Ne? Zakaj ne namakamo več kmetijskih zemljišč? Jaz bi to težko odgovoril na to, ne? To so tudi recimo različne politike spodbud in tako naprej. Ne? Kmetje sigurno so zainteresirani, da bi v to šli, sigurno so za to zainteresirani, verjetno pa ni razpoložljivih toliko možnosti, da bi se vključili, da bi mogoče črpali sredstva za te namene in tako naprej. Drugače, namakanje je sigurno, zdaj tudi te podnebne spremembe so aktualne, tudi te moramo upoštevati, torej ta daljša obdobja, sušna obdobja, ki so recimo, to so taka okoliščina, ki niso ugodna za kmetijstvo, ali pa deževna in tako naprej. Ste že uspeli prepričati kmetovalce, da je treba tudi zaradi teh vzrokov nekatere reči spremeniti izbor tistega, kar sadijo ali pa sejejo na njivah? Ja, seveda, se to je del kmetijske prakse, ne? Kmetje se prilagajajo in tudi jaz mislim, da so dosti fleksibilni recimo pri tem, ne? Tako da zdaj bi mogli tudi recimo konkretno kmete vprašati, kaj jih teži recimo, ne konkretno recimo, ne? Mogoče ni dovolj prodaje, ni dovolj teh prodajnih mrež in tako naprej, ne? Ja, marsikaj. Povejte nam, gospod Arsenovič, komunalni sistem preskrba z vodo. Če sem zdaj zelo direkten, koliko dronov potrebujemo, da bodo Mariborčani žejni? Da bodo Mariborčani žejni? Ja. Koliko dronov mora zadeti rezervoarje za vodo, da bo prišlo do prekinitve sistema? Zaenkrat imamo zelo dober sistem in se zavedamo tega, da moramo takrat, ko nam dobro gre, misliti za naprej in delamo zdaj novo območje na področju Selnice. Kljub temu, da imamo sami trenutno dovolj vode, smo povezali 17 županov regije, ki financiramo projektno dokumentacijo v višini 700 000 evrov, kljub podfinanciranosti, samo zato, da bi vsaj na področju vode zagotavljali še naprej oskrbo. Se pravi, tu delamo zelo velike korake, smo dobro povezani, imamo zelo dobro vodo in kljub temu gradimo drugi vir. Gospa ministrica, mislim, da je dr. Gregorc rekel, da seveda neka samooskrba ni možna v skoraj nobeni evropski državi, pa vendarle na nivoju Unije smo tu nekje pri 60%, na nekaterih sektorjih še precej manj ugodno, 70% živalske hrane uvozimo, 60% rib in tako naprej, 65 je tisti odstotek za celotno Evropsko unijo. Znamo kot majhna država ali pa Evropska unija kot neka vendarle velika skupnost prepoznati ta tveganja glede samooskrbe in primerno ukrepati. So to že prepoznali? Jaz mislim, da ja. Bom praktično ponazorila z eno izkušnjo od danes, zato ker se mi zdi, da se premalokrat zavemo, da smo precej privlačna država za države tretjega sveta, ko gledajo, kaj v Sloveniji zares imamo. Govorim recimo prav o vodi.
Danes je bila pri meni delegacija iz Uzbekistana, gospodarska delegacija. Pogovarjali smo se o tem, da je Slovenija ena precej unikatna država, s tem, da imamo v ustavi zapisano pravico do pitne vode. In ne samo to, mi pravzaprav imamo ogromno znanja in tehnologije, v katero zrejo druge države, ko gre za varovanje vodnih virov, ko gre za krožno gospodarstvo, ko gre za napredne tehnologije. Zdaj govorim recimo ravno, kako sta lahko povezana podnebje in kmetijstvo. Mi izvažamo z malimi projekti znanje, tehnologije dronov, ki nadzirajo porečje rek, to smo delali v Indiji, delamo v Afriki, kako podnebne spremembe vplivajo na samo kmetijstvo in na proizvodnjo pridelkov. Tu imamo pravzaprav precej znanja in ene nišne tehnologije, ki jo uspešno izvažamo, bistveno bolj, kot se mogoče zavemo, in ravno ko pride do tega, kako znamo varovati svoje okolje, imamo pitne vire vode, imamo čisti zrak, marsikdaj se s tem pohvalimo in zelo smo uspešni in progresivni, ko gre za vodno diplomacijo. Zakaj to omenjam? Ker tudi samo upravljanje z vodnimi viri lahko preprečuje konflikte in vojne. Ker vode so tiste, ki gredo čez vrsto držav in kdor upravlja z vodami, in če je to smo imeli izkušnjo po vojni v Jugoslaviji. Smo mi takrat bili prvi del, ki je vzpostavil praktično vse države skupaj po vojni Jugoslavije, so naredile bazen, kako zavarovati vodne vire in skupaj upravljati z njimi, da bomo preprečevali možnost nadaljnih konfliktov. Jaz mislim, da imamo mi pravzaprav bistveno več znanja za malo državo, prav z teh področji, ki ga lahko kot ta mehka diplomacija ali pa mehka moč izvažamo, in marsikdo zre v Slovenijo. Jaz imam izkušnje od zadnjih 3 let, da prihajajo države, ki mogoče prej niti niso toliko prihajale in se ozirajo prav v te nišne tehnologije, ki jih imamo, ko gre za različne dele varnosti. Zame varnost ni varnost samo v vojaškem smislu. Je energetska varnost, je podnebna, je vodna varnost, prehrambena varnost in vse te vidike moramo enako sorazmerno naslavljati, da krepimo to svojo družbeno odpornost. Globoko se strinjam z vami, čeprav v tem trenutku letijo ne bo samo delnice oborožitvene industrije, ne? Radenske ali česa podobnega še ne. Pa pri tem, gospod Pavlin, sploh ne gre samo za neko nevarnost vojne, ne? Poglejte, koliko je zdaj 2 leti od, kar se je zgodila ta katastrofa v Črni na moji dolini, ko je bilo treba vodo in hrano voziti s helikopterji, pa nekaj dni. Kako dolgo bi mi recimo lahko v Črno vozili hrano in vodo s helikopterji? Smo pripravljeni, da bi lahko tista dolina bila zaprta komot tudi 14 dni? V tistem trenutku smo v Črno, pa še kam drugam, vozili hrano in vodo, pa ne samo to. Reševali smo bolnike, na dializo smo vozili ljudi, ne da smo, to je naredila Slovenska vojska z svojo opremo in z svojim znanjem. Potem ni nobenega doma in hvala vam za to. Sprašujem vas, kako dolgo bi si to lahko privoščili? Koliko imamo, če hočete, da sem banalen, goriva za helikopterje in tako naprej? Dovolj posadk in vsega drugega. Torej, zagotovo imamo za kakršenkoli sistem oziroma kompleksno krizo, po kateri me sprašujete, torej to je kriza, kjer kriza v enem sektorju preide v druge sektorje, primer recimo naravnih nesreč je nekaj takega, ali pa recimo migrantska kriza je bila podobna, ali pa COVID kriza je bila podobna. V vseh teh krizah se je izkazalo, da je krizno upravljanje v državi funkcija, ki je zelo dobro upravljana in je funkcionalna, in da vsi sistemi nacionalno-varnostnega sistema tukaj oddelajo svoj del. Torej v prvem delu, če govorimo o naravnih nesrečah, ki so se zgodile pred 2 leti, je to Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, seveda s pomočjo Slovenske vojske in potem naprej drugih segmentov. Vsekakor vodo bi lahko tam in hrano dovažali, koliko bi bilo pač potrebno. Se pa Slovenska vojska zdaj še nadgrajuje z opremo, z raznimi sredstvi
in tudi z drugimi zmogljivosti, tako da to nam ne predstavlja izziva. In moji Čerjani se lahko brez skrbi, tudi če Plastico cesto zapre za 3 tedne. Se opravičujem? Tudi če, pravi, moji Čerjani se lahko brez skrbi, tudi če Plas zapre cesto v Mežiško dolino za 3 tedne. Zagotovo bomo prepeljali hrano in vodo, ja. Pravimo, da je v takšnih malce bolj napetih časih razpršenost vsega tisto, kar povečuje neko varnost. Pa vendarle Slovenijo, nekdo od vas je omenil prej, obvladuje 7 velikih trgovskih podjetij. Pa še lastniki so tujci. Tako je, popolnoma se strinjam in to je ena od ključnih ugotovitev tiste vaje, ki mi rečemo dejansko stresni test. Torej, odvisnost Slovenije od dobavnih verig je prevelika na vseh področjih. Torej, tukaj, ko govorimo o prehrani, se moramo zavedati, danes sicer govorimo o prehrani tukaj brez kolegov iz Ministrstva za kmetijstvo in Ministrstva za gospodarstvo, namreč oni so tisti, ki so tukaj naredili največje korake in bi najbolj lahko zgodbo obrazložili. Seveda je pa Ministrstvo za obrambo odgovorno med ostalim, je odgovorno za obrambo, za krizno upravljanje, za hibridne grožnje in tudi za odpornost v tej državi, vsaj v kontekstu usmerjevalca, kako se naj ta sistem razvije. Med drugim, zdaj zelo intenzivno vstopamo na lokalno raven in bomo skozi, pri nas reče obrambno načrtovanje na občinskih nivojih, tudi usmerjali občine in na lokalni ravni pomagali, da bomo tudi na tem področju bolj samozadostni. Kar se pa tiče teh globalnih velikih verig, ki ste jih omenil, seveda, da so in seveda, da bojo tudi ostale, potrebno bo vsem zagotoviti druge inštrumente in si dati večje varnostne zagotovitve, da v primeru, če pride do krize, da imamo tukaj neko večjo rezervo oziroma da bojo te tovarne oziroma dobavne verige prodajale svoje izdelke tudi tukaj. Če dam primer, recimo žito, ki je lastnik dobršnega dela slovenske industrije kruha, pa vemo, da je lastnik na Hrvaškem, bomo si mogli nekako zagotoviti, da bo del tega kruha, seveda, ki bo bil spečen, ostal tudi v Sloveniji. Poglej, da bi si upali odgovoriti na vprašanje. Največji lastnik Panvite prihaja iz sosednje Hrvaške. Situacija se zaostri, čez hrvaško-slovensko mejo pripelje 10 kamionov in odpelje žito iz Prekmurja na Hrvaško. Se to lahko zgodi? Lahko se zgodi, ampak imamo rešitve za to, da se to ne zgodi. Prav, vam verjamemo. Razpršenost sva govorila in vi ste omenili kmetijsko ministrstvo, gospoda Pečka iz kmetijskega ministrstva, vidim tu, pa bomo si vzeli 1 minuto pauze. Gospod Peček, razpršenost. 50 000 kmetij imamo na Slovenskem, ampak vsako leto jih izgine 140. Zakaj ne najdete, zakaj še niste našli recepta, da se to ne bi dogajalo? Hvala lepa za priložnost. Lep pozdrav tudi v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ja, to, kar ste omenili, je dejstvo. 54 000 kmetijskih gospodarstv nekako v Sloveniji je, vsaj po teh registriranih gerkih. Tisto, kar ste omenili že prej v razpravi, bi mogoče dodal samo še en podatek, da je povprečna velikost slovenske kmetije manj kot 7 hektarjev. Trenutno izvajamo kmetijske dejavnosti na 490 000 hektarjih, 200 je po registru kmetijskih zemljišč, po teh podatkih, ki jih imamo na ministrstvu. Približno 200 000 hektarjev kmetijskih zemljišč je pa še takih, kjer se ne obdelujejo. Zakaj se pa ne obdelujejo? Več razlogov je, zakaj se ne obdelujejo. Prvič zato, ker mogoče določena kmetijska gospodarstva niso dovolj ambiciozna, zdaj govorim proti sebi, ampak moram biti odkrit in pošten.
Drugo je, ker ležijo v takih področjih, ki se jih težko obdeluje, to so predvsem gorska področja, vemo, da se ta področja najbolj zaraščajo kljub intenzivni kmetijski politiki intervencij in pa subvencij na teh področjih. In če vzamemo v obzir še demografijo, ki je na področju kmetijstva izredno prisotna in ima izredno velik vpliv, se je povprečna starost slovenskega kmeta več kot 63 let. 40% kmetijskih gospodarstv ima lastnika, ki je starejši od 66 let. Glede spodbud, ki jih kmetijsko ministrstvo oziroma ministrstvo za kmetijstvo namenja tako imenovani generacijski prenovi, pa lahko ponazorim z dvema podatkoma. V zadnjih 2 letih je lani ostalo nerazdeljenih 7 milijonov evrov mladim prevzemnikom, leto še poprej pa 9. V zadnjih 9-10 letih je bilo pa kljub vsemu razdeljenih več kot 120 milijonov mladim prevzemnikom kmetij. Gospod Peček, In kdo bo pasel krave jutri nad 800 metrov višine, kdo bo delal sir? dobro vprašanje. Ja, odgovor. Odgovor, verjetno tisti, ki ga tudi že danes, vendar na mogoče malce drugačen način. Ne, tisti ne bo delal, ker bo imel 70 in več let. Sej, to sem hotel povedati prej, ne, s temi spodbudami. 45% mladih kmetov se ne bi odločilo za prevzem kmetijskih gospodarstev, če ne bi bilo subvencij. In kmetijska politika mora stremeti k temu in tudi intervencije in paneli, ki se izvajajo, stremijo k temu, da se povezujejo kmetije, kmetijska gospodarstva v zadruge, konzorcije. V teku je že leto in pol projekt, mi mu rečemo pač IRP12, gospod Gregorc bo vedel, zakaj gre, ne, kjer se združujejo lokalna kmetijska gospodarstva zato, da lahko ponudijo čim več lokalno pridelane hrane. Ko govorimo o javnih zavodih, moramo upoštevati to, da se kmet, ki obdeluje 7 hektarjev kmetijskih površin, od tega je običajno manj kot 50% njivskih, niti ne more prijaviti na nek razpis, na neko javno naročilo, zato ker ni v stanju zagotavljati določenega produkta za šolo za celo leto. Ampak vi to poštimajte, ne? Mi ne moramo. Sej mi na tem delamo in tukaj se stanje izboljšuje. Še en ukrep bi omenil, ki je zelo pomemben, je pa ta prenos znanj oziroma trajnostnega kmetijstva. Tudi tukaj je v teku en, po mojem mnenju, zelo dober in učinkovit sistem, kjer se spodbuja kmetijska gospodarstva, da v bistvu malce spremenijo način obdelovanja kmetijskih površin. Bom ponazoril še z enim primerom. Pa na kratko, prosim. Zelo na kratko. Prihajam iz dokaj ruralnega okolja in najtežje je doseči spremembe pri kmetih oziroma pri načinih obdelave. Vemo, da podnebni vplivi, recimo, če se dotaknem samo enega primera, travinje, ruša praktično zadnjih 5 let travniška ruša ne počiva. Ko se pojavijo višje temperature, trava zelo hitro zraste. Vendar kmetje v tisti svoji pač filozofiji ne izvajajo prezračevanja, ker mislijo, da bodo s tem povzročili škodo. In zelo dolg je proces, da nekoga kmetijski svetovalec prepriča, da to tudi v takih spremenjenih razmerah izvaja. Gospod Peček, zdaj pa prosim v enem stavku. Poglejte, že dolgo časa se trudimo, da bi to stanje na področju kmetijstva vendarle izboljšali, ampak indeksi so tu ali gredo celo navzdol. Povejte nam eno samo zadevo,
kjer so se indeksi, kjer so se številke ali kaj podobnega obrnili navzgor. Pa poskušajte nam to povedati brez tistega, ne, zanima nas, želeli bi, morali bi, lahko bi, prizadevali bi si in podobne reči. Ne. Sej tudi Kje je indeks gor? pri ekološko pridelani hrani vsekakor, pri lokalni pridelani hrani vsekakor. Indeks se je spremenil tudi pri zavesti potrošnikov o kvaliteti lokalno pridelane hrane. Konec koncev, recimo, če pogledamo kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s tovrstno pridelavo hrane, večino hrane prodajo doma. Hvala lepa. Pa sem se izognil, želimo. Hvala lepa. Poglejte, dajmo eno serijo enostavnih vprašanj, takšnih, ki bi jih ljudje razumeli. Recimo gospod Pavlin, ali obstaja v okviru NATO, jaz ne vem, dokument, dogovor o solidarnosti v primeru nekih spopadov ali vojne? Pa naj se zdaj gre za energente, hrano, orožje ali podobne reči. Seveda obstaja. Ključen dokument je že osnovna pogodba o NATO, ki govori, da torej države članice v primeru napada na eno državo, vse se odzovajo na to vrsten napad. To je že osnoven, to je 5. člen NATO pogodbe, ki govori o neki največji solidarnosti. A potem slovenski vojski ne more zmanjkati municije, bomo dobili iz Avstrije, mislim čez Avstrijo. Seveda, čez Avstrijo lih ne, ker oni niso del tega zavezništva, ampak definitivno bo zavezništvo nastopalo skupaj, ne glede na to, kje. Ampak vse ostalo, kar ste vprašali, seveda vrsto dokumentov je, ki govori o solidarnosti na vseh teh področjih, ampak ključno je, da moramo zadeve premikati mi in zdaj in tukaj. Torej, računati na nekoga drugega se nam je izkazalo v času covida, da ni najboljša rešitev. Takrat je bilo zelo jasno povedano strani enega drugega predsednika vlade, nekje tam daleč, ki je rekel, dobili boste tudi vi cepivo, sem, ko bomo mi pocepljeni. In to nam mora biti ena velika šola in temu se moramo izogniti. Zato moramo doma krepiti svojo lastno strukturo gospodarstva, kmetijstva in zagotoviti samo odpornost in samo zadostnost, v kolikšni meri pač lahko. Kljubica solidarnost je torej na papirju in obstaja. Gospod Arsenovič, ali vi slučajno veste, koliko imajo, jaz ne vem, vaše pekarne, nafte ali ne vem česa drugega, s čimer pečejo kruh? Ali pa koliko imajo zalog goriva mestni prevoznik, mestno avtobusno podjetje? Ko to delamo seveda sukcesivno, takrat, ko potrebujemo. Zelo mi všeč so mi vaše vprašanje, gospod Bobovnik, glede na to, da se pričakuje za kmalu soočenja, bi predlagal, da se vrnete na RTV, ker tako konkretno sprašujete, da ne bo izmikan. Tako da, Ne hočem vas... ne, pekar nijamo, malo zdaj šal na stran. Jaz res vprašam zdaj tukaj, kaj lahko naredi država na velikih sistemih, kaj lahko naredi zakonodaja, da tisto, kar je tukaj predelano, ne more v nekem takem slučaju iti ven. Jaz bi se pa danes raje vprašal, kaj lahko mi, 212 občin imamo, kaj lahko vsaka občina zase naredi na svojem področju, in ko bomo šli to seštevati, če bi bila to ena strategija države, da bi nas k temu silila ali motivirala, mislim, da bi lahko mi tudi sami od spodaj navzgor poskrbeli, zdaj smo samo na prehrani, veliko delamo že sedaj, da bi ohranili sploh ruralno prebivalstvo. Štajerska ima za eno novo besedo urbana ravno, kjer se oboje skupaj srečuje in tega se zelo zavedamo, to je naša prednost in privilegij in da moramo to seveda spodbujati. Se pravi, ti ukrepi, da smo pripravljeni plačati več za hrano, pravzaprav omogočajo spet delovna mesta, mogoče jih bo zato, ker bo nekdo lažje preživel, tudi začel obdelovati večjo količino njiv in tako naprej. Se pravi, meni se zdi, da smo na neki dobri poti, bi pa morali neke stvari, če smo na nekem strateškem pogovoru, tudi imenovati s to besedo, da so strateške, ker potem je lažje mogoče tudi neke politike na to temo voditi. Se pravi, če bi mi rekli, da imamo prenizko pridelavo rib in da
je strateškega pomena, da ribe pridelamo sami, bomo potem delali akvaponike in bomo zdobili neki denar, si pogledali dobro prakso v drugih državah. Pri akvaponiki nastajajo tudi bazilika in tako naprej. Se pravi, bi lahko neke ukrepe mi od spodaj navzgor delali, ki bi nas naredile malo bolj odporne v primeru primera. Ali pa tudi nas povezale v mirnodobskem in se veseli, da imamo tukaj pridelano hrano in da cenimo kmeta, ki to dela še vedno za nas in zase. Hvala lepa, gospod Gregorič. Prej sem vas vprašal, ali mi znamo, ali znajo mladi kmetovati na tradicionalen način. Zdaj dodajam še vprašanje, koliko bi se pridelek v sadovnjakih, na njivah, v hlevu zmanjšal, če bi bilo manj fitofarmacevtskih sredstev? Da začnem pri prvem delu. Izvolite. Jaz mislim, da se mi moramo tudi glede odpornosti, pa glede teh vidikov, o katerih se danes pogovarjamo, graditi na kmečkem prebivalstvu tudi. Se pravi, jaz mislim, da je to zelo pomemben vidik, ta ruralnost, pa prebivalci, ki živijo, s tem povezana tudi demografija, recimo poseljenost posameznih območij. Mislim, da bi recimo mi nimamo velikih industrijskih ali pa predelovalnih kompleksov kot druge, smo slišali, imamo kmetije 7 hektarji recimo ali pa nekaj manj. Torej, mi tudi ta območja, ki so manj rodovitna ali pa recimo hribovska in tako naprej, bi morali skrbeti za večjo poseljenost, tudi tam bi lahko veliko pridelali, če bi ljudje imeli možnost recimo kmetijstva plus turizem plus različne dejavnosti recimo, ne. To je sigurno velik izziv za prihodnje, za kmetijsko, za, ne vem, mogoče obrambno ali politiko. Kaj pa o kamionov iz Kutine, ali kje je že ta tovarna umetnih gnojil? No, to vprašanje zaščitnih sredstev je pa seveda na mestu. Jaz mislim, da Slovenija je zelo restriktivna pri tem. Bolj kot druge evropske države, bolj kot recimo Južna Amerika, Severna Amerika in tako naprej. Tam so zadeve dosti bolj sproščene, dosti bolj liberalne. Zato tudi v tem smislu recimo naši veliki pridelovalci niso konkurenčni velikim pridelovalcem iz Južne Amerike, na primer. To je dejstvo. Torej, če mi uvažamo hrano iz drugih kontinentov, ta hrana je sigurno drugačna. Zato mislim, da je to še posebej pomembno. Mi smo restriktivni sorazmerno pri uporabi zaščitnih sredstev FFS, tako da bi recimo v tem smislu, če bi gradili več na domačem prebivalstvu, kmečkem prebivalstvu, domači pridelavi, bi imeli lahko veliko več zdrave hrane, ponudbe na trgu in tako naprej. In še hkrati mogoče boljšo poseljenost. Na Primorskem, ne vem, ki še na Štajerskem, recimo, če bi to združili kmetijsko pridelavo s turizmom, z ne vem kaj še recimo, ne. Bi bilo to, so sigurno veliki izzivi. Ja. 2 besedi, gospod župan. Ja. Trendi nam grejo zelo na roko, ki bi jih lahko izkoristili, torej ti iz turizma, ljudje so pripravljeni plačati bistveno več, če ti prodaš zgodbo, da imaš lokalno pridelano hrano, če to celo lahko verigo svojo dokažeš, celo sam nekaj prideluješ. In če bi ta sistem spodbujali za časa miru, v smislu spodbujanja gospodarstva, bi s tem avtomatsko postali tudi bolj samooskrbni in samozadostni in odporni. Te trendi so v redu, samo izkoristiti jih je treba. Verjamem, da ste kdaj bili na južnoštajerski vinski cesti, 3 km od vas, in se tam pogledali to vrstno urejenost, o kateri govorite. Ja, s kolesom ponavadi, in moram povedati, da slaba volja, ki me je navdajala, ko sem se potem iz tega grebena spuščal nazaj v Slovenijo, ni več tako intenzivna, in se zahvaljujem vsem ponudnikom, tako gostinske, turistične ponudbe, vinogradniki delajo boljše rezultate, smo tu naredili en velik korak naprej in mi več ni nerodno in lahko povabim kakšnega gosta z velikim veseljem tudi na naš del Štajerske. Lepo. Gospa ministrica, ne vem, ali se spomnite, vaša izjava je stara skoraj 10 let, mislim, da iz leta 16 ali 17, ko ste bili še poslanka, takrat ste rekli, skupna evropska politika mora zagotoviti, da evropski kmetje dobijo pravične cene za svoje proizvode in da so spodbujeni k pridelavi hrane na trajnostni način. Lepo je bilo takrat slišati, ste kaj od tega tudi uresničili. Ne vi, ampak Evropa kot Unija. No, zdaj, ko smo ravno v pogajanjih za nov evropski proračun, se spomnim tistih časov, verjetno, ko je bila izrečena tudi ta izjava, mi smo del skupnega evropskega trga in ta skupna evropska kmetijska politika
je bila vedno eden trdih orehov v finančnih pogajanjih, ker je vzela praktično polovico proračuna za kmetijsko politiko in države smo od tega, če smo znale to uplemenititi, lahko imele izjemno veliko koristi. Zdaj ta proračun za naslednje obdobje bo imel bistveno drugačne prioritete. Zdaj, ne bom šla, ker nisem strokovnjakinja za kmetijstvo, ampak če bi rekla, bi danes verjetno izjavo ponovila, kaj od tega smo uspeli narediti. Pa zdaj, zanimivo mi je bilo poslušati vas, ker sem razmišljala, ko ste govorili o Visokogorju, da ne smemo zanemarjati, koliko so pomembne te solidarnostne iniciative, ki jih imamo v različnih bazenih. Ena takih je alpski bazen, Visokogorje. Vse države, ki imamo Alpe, si izjemno pomagamo zaščititi kmetijstvo v Visokogorju. Ni dolgo nazaj, ko smo o tem govorili, mladino, kako zadržati, vodne vire, kako si pomagati. Ali imamo podonavsko strategijo, ali imamo sredozemske države. Skratka, vse te sodelovanje med interesnimi partnerstvi, ko imamo izzive, je izjemno pomembno. In danes v svetu globalizacije se pa moramo zavedati, da je vse, kar se zgodi, vsaka kriza, kjerkoli v svetu, ki izbruhne, prej ali slej nas zadane. In zdaj se pa vrnem nazaj k solidarnosti, na kar pa jaz najbolj prisegam, da dokler smo mi, in jaz mislim, da Slovenci smo izjemno solidaren narod, vedno se znamo odzvati, ko pride do situacije nekje drugje in ta pomoč se nam vrne. Jaz mislim na koncu, da se moramo zavedati, da ko pomagamo, tudi če je na drugem koncu sveta, ali Afrika, ali Azija v konfliktih, lahko pričakujemo solidarnost nazaj. In ta partnerstva danes med državami, to sodelovanje, se mi zdi zlasti za majhno državo, ki je bistveno bolj ranljiva, da je izjemno pomembno. Gospod Gregorc, prej ste že omenili semena. To je temelj pravzaprav vsega. Poglejte, na 2500 hektarjih smo jih včasih gojili, danes samo na 1000 hektarjih. Za koruzo, o kateri so se pogovarjali, doma pridelamo 2% semena. Za krompir 9%. Kdo je tu neumen? Kmetje, država, kdo ne zna, kdo ne ve? Vi imate kar točne podatke, jaz ne vem toliko točno, ampak seminarstvo je pa zelo pomembna zadeva. Torej, to se moramo zavedati. Ja. To je izredno tudi strateškega pomena in seveda sami kmetje sigurno niso za to, bi rekel, toliko odgovorni ali pa zadolženi za to. Verjetno bi to šlo v sodelovanju z recimo državo, ki naj bi skrbela za to, ker to je strateškega pomena. Torej, da imamo te rezerve, recimo, da imamo te certificirane, kot rečemo, kapacitete doma, ker to je pa dejansko vira, ker to potem lahko uporabljamo na večjih, manjših površinah, na hribovskih, karkoli, to bi ljudje lahko potlej pridelovali, verjetno, ker pridelali ustrezne količine pridelka, recimo, če bi to izkoriščali. Pa zakaj se 10 kmetijskih ministrov doslej ni zavedalo tega problema? To pa jaz težko odgovorim, zakaj ministri, ampak mogoče se bodo prihodne. No? Poglejte, rad bi slišal od vseh vas po vrsti, kaj je glede na čas, ki ga živimo, glede na probleme, o katerih smo se pogovarjali, prva najbolj prioritetna stvar. Pa začnite, prosim, gospod Pavlin, vi. Kaj je tisto, kar moramo narediti ne jutri, ampak danes zvečer? Če se lahko držite prehrane, lahko se dotaknete seveda tudi drugih reči. Če bi se držal sem področja prehrane, bi rekel, da je v prvem delu treba zagotoviti, da tisto, kar doma proizvedemo, da znamo zadržati doma. Po mojem bi bil to prvi ukrep, ki bi bil zdaj nujen, in pa dodal bi mogoče namakanje, ki zagotovo je možnost, da ga, ne zagotovo, da je možnost, bi ga morali razširiti iz tega 1,1%. Če bi pa govoril širše za ta trenutek teh varnostnih razmer, ki so izjemno nestabilne, ki lahko danes ali jutri prerastejo v krizo ali mora biti celo v vojno, se pa moramo zavedati tega kot prvo celovitega zavedanja odpornosti in predvsem osveščanja naše družbe, da smo ranljivi
in da moramo k temu pristopati, da ne živimo v eni oazi miru, ampak da na nas lahko izjemno vplivajo dogajanja po svetu in da moramo biti na to pripravljeni. Tako da ta osveščanje ga moramo žal Slovencem na takšen način, kot mogoče danes, tudi v šolstvu, integrirati v neko našo novo veščino, ki jo bomo uporabljali v prihodnje. Gospa ministrica, strelivo menda na veliko delamo, topove in oklepnike tudi. Še kaj mora narediti ta Evropa? Znanost, vlaganje, inovacije. Mi smo letos prvič v Sloveniji zaznamovali dan znanosti, postal je to tudi naš državni simbol. Vstopili v CERN, vstopili v vesoljsko agencijo. Jaz mislim, vlaganje v znanost, v inovacije, da je to prihodnost in to je prihodnost za varnost. Ker pa sem vseeno malo na svoje področje posegla, 2 dni nazaj smo pa imeli Mednarodni dan strpnosti. Pa želim samo reči, da se mi zdi, da če imamo neko spoštovanje, spodobnost in dialog v družbi, da se zavedamo, da rabimo drug drugega, da lahko bistveno več skupaj naredimo za celotno odpornost družbe. Gospod Arsenovič, Maribor, kaj narediti danes, da nas bo jutri manj strah, da bo manj negotovosti, če bi se kaj zgodilo? Slovenija bo tako močna, koliko bodo močne posamične regije ali posamične občine in koliko jaz vidim, največ seveda lahko občine naredimo od spodaj navzgor, vse politike, tako državne kot evropske. Če grem zdaj samo na čim krajše, diverzifikacija energetskih virov je sigurno ključna, biomasa, geotermalna energija, toplotne črpalke, izraba, torej razlik temperature v reki, ki jo tukaj že imamo. Upam, da bomo prišli tudi do energijske izrabe odpadkov, da ne bomo imeli slabega zraka od samovžigov in tega in da bo uredba takšna, ki bo seveda prenesla tudi normalno osnovnošolsko matematiko, kar je sedaj ne. Smo dali predloge, pač, da bi to bilo tako, ker kar se tiče energije, ena stvar, brez energije ne moremo nič. Druga stvar je, da bi občine, tudi mestne, po zgledu velikih drugih mestnih občin se zavedale, da ni samo urbani del naša naloga, ampak ta tudi samooskrbni. Torej, kar se mene tiče, če bom še tukaj nekaj časa, bomo prav gotovo čez vzpostavili prve točke pilotne, da se izprobamo v tem, koliko znamo narediti tudi na tem kmetijskem področju, ne samo vinograde, ki smo jih že prevzeli. Bi pa samo vas nekaj spomnil, ker se mislim, da smo se vsi skupaj že malo navadili, da ta vojna, ki je tako blizu in je v Evropi, te neke številke, toliko mrtvih, toliko dronov, toliko nekaj, to pač ok, smo že navajeni. Ko pa sediš, kar smo na naše prvo silvestrovanje, se veste, 11.11. v Mariboru, najprej spremeš matere armenskih padlih vojakov, stare komaj 40 let, vse mlade in so že brez sinov, in tik zatem si na kosilu z Ukrajinci, ki tudi v času vojne razmišljajo o svojem razvoju in tako naprej. Sem vmes testiral javni holding, zdravstveni dom, lekarne, napisal en kratki message, da nehamo gledati stran, kaj lahko danes naredimo. Imamo pobrate na mesto Harkov. V 2 dneh smo našli 2 avtobusa, ki bomo napolnili z opremo, potem ko jo uskladimo z ukrajinskim ministrstvom. 212 občin, se nima avtobusa, ampak dajmo malo proaktivno narediti tam, kjer lahko. Hvala. Lepo. Še to nam razložite, gospodine Gorc, meso iz izvornih celic, kultivirano, laboratorijsko meso. Lahko to vrstna energetsko sicer zahtevna proizvodnja zapolni kakšno prehransko luknjo? Ja, zaenkrat trenutno mislim, da ni to take kapacitete, da bi to bilo relevantno, ne. Je pa recimo sigurno za izziv za prihodnje, predvsem za raziskovalno področje trenutno, torej te stvari se razvijajo po svetu in tudi mogoče tudi že pri nas. Torej je zanimiva stvar, ampak trenutno verjetno ne more to nadomestiti teh, bi rekel, naravnih beljakovinskih virov. Kaže pa verjetno delati na tem, v prejšnjih podatkih, da 600
milijonov ljudi na tem planetu, da je večkrat lačnih. Ja, vsekakor je to je dejstvo, ja. Ampak tudi jaz mislim, da recimo potrebno je delati na znanju, ne, torej na razvoju znanja na področju kmetijstva, na prenosu znanja iz recimo raziskovalne sfere v prakso, razvijati dobre kmetijske prakse. To bi bilo verjetno zdaj trenutno v Sloveniji res koristno in pa nujno, ne, pa recimo poseljevanje, kot smo prej govorili, različnih območij v Sloveniji in tako naprej. Še eno vprašanje vam moram zastaviti, gospod Pavlin. Omkrisen eller krykt kommer, to je po švedsko. Just sota tyle. Naslovi teh knjižic, ki so jih Finci in Švedi dobili. Zakaj pa mi čakamo, zakaj ne razdelimo česa podobnega med ljudi? Zato, ker ocenjujemo, da v tem trenutku v Sloveniji še ne rabimo teh knjižic, reč pa vse te podatke, ki so v tej knjižici, jih imate na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer je točno opredeljeno, kaj si je treba pripraviti za morebitno krizo, katere artikle je treba si kupiti in jih imeti doma in tako naprej. Zaenkrat ocenjujemo, da pa Slovenija še ni na tem, da bi bili tik pred vojno. Treba je razumeti, da geopolitično in geostrateško vojaško je ta del, torej severni del Evrope, predvsem Baltik, bistveno drugače ogrožen in tudi bistveno drugače zaznava grožnjo in se na njih tudi odziva. Že samo po procentih obrambnih izdatkov, oni se bojo že letos, te države se bojo dvigali nad 5%, ampak seveda oni imajo to grožnjo čez cesto in pri njih je drugačno stanje kot pri nas, tako da, kot sem rekel, pri nas ocenjujemo, da v tem trenutku še ni potreba, da bi te knjižice začeli deliti. Vsekakor pa informacije so že dostopne javnosti na spletnih straneh, kot sem jih omenil. Hvala lepa, gospa ministrica. Dajte za konec, 3 stavke optimizma. Sem zvenela dosti optimistično. Jaz mislim, da najprej, če gledam Slovenijo, lahko rečem precej ponosno in samozavestno, da imamo lep pogled in da imamo razmeroma varno državo po lestvicah med 10 najbolj varnimi državami v svetu in da si izjemno želim, da bi znali to ohraniti in da bi se znali zavedati vseh kvalitet, ki jih v Sloveniji imamo, tako z znanjem, z nišnimi podjetji, kot tudi s tem, kar smo govorili o podnebni varnosti, znanjem o krožnem gospodarstvu, o čistem okolju. Tako da jaz mislim, da če bi se zavedali vseh teh prednosti in lastnosti, ki jih Slovenija zares ima, znali to tudi izvažati in predvsem to ohraniti, pa ostati solidarni, humanitarni, razvojni, humani, da bomo lahko dobri zmagovalci. Hvala lepa, gospa Fajon. Spoštovani obiskovalci, verjetno ste si malce drugače predstavljali to omizje o prehranski samozadostnosti, ampak želel sem opozoriti predvsem na to, da obstaja nekatere vrzeli, o katerih premalo razmišljamo in ki bi se nam v nekem času resne krize zelo maščevale, zato malce, kako že rečemo, freh vprašanja na nekaterih trenutkih, pa tudi zato, da bi vi sami vedeli, da je dobro na spodnji polici v omari vendarle imeti nekaj že baterijo, liter vode, pa kakšen kilogram riža in podobnih reči. Včasih smo temu rekli, pa nočem se zdaj vračati v neke socialistične čase, nič nas ne sme presenetiti. Ne, v Mariboru ste rekli eno več, nič nas ne sme presenetiti. Ja. Hvala lepa, da ste prišli, hvala lepa, da ste delili misli z nami. Lepo se imejte.